Tedni vseživljenjskega učenja, ki letos potekajo od 12. maja pa do 15. junija, so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. S projektom se opozarja na vse prisotnost, pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. S tem vsi soustvarjalci, izvajalci in udeleženci prispevajo k udejanjenju slogana Slovenija učeča se dežela. Letos pa tedni vseživljenjskega učenja praznujejo 30 let delovanja. Ena od najštevilčnejših akcij je tako imenovana Parada učenja, ki so letos organizirali 21. maja v kar 23 krajih po Sloveniji, med drugim tudi v Ljutomeru, kjer je organizator Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, območni koordinator. Vodja projekta Uroš Koštric je predstavil Parado učenja v Ljutomeru. Tedni vseživljenjskega učenja v Sloveniji potekajo letos 30. Na Gimnaziji Ljutomer smo kot območni koordinator že čez 20 let. Ampak v sklopi teh vseh tednov vseživljenjskega učenja imamo čez 25 izvajalcev, ki delajo različne dogodke po zavodih, šolah, društvih in tako naprej. Akcija Parada vseživljenjskega učenja pa poteka enkrat na v eno sredi po celi Sloveniji naenkrat. In to je v bistvu festival vseživljenjskega učenja. Na tem festivalu hočemo pokazati splošni javnosti, kaj se vse naši od najmlajših pa do najstarejših neformalno izobražujejo oziroma kar se sploh učijo, kaj se lahko vse dela, da oni potem pa to predstavijo. To je v bistvu namen tednu vseživljenjskega učenja je, da se predstavijo, pokažejo vse tisto, kar delajo, se pravi Parada učenja je ta festivalski način, ostali dogodki so pa lahko zaprtega ali pa odprtega tipa, tisto, kar društva, šole, vrtci delajo, da se potem da pod to streho vseživljenjskega učenja oziroma tednu vseživljenjskega učenja. Parada učenja je predstavljala ta festivalski del, kjer smo želeli na enem mestu, se pravi prvotno je bilo mišljeno na glavnem trgu v Ljutomeru, pač ker nam je vreme zagodilo, smo vse skupaj preselili v dvorano Šic. In tu hočemo predstaviti v bistvu, kar društva, kar posamezniki, zavodi delajo. Zaradi tega je ta festivalski način tak, da potem različna društva pridajo zraven, različni vrtci, šole pokažejo tisto, kar oni mogoče pripravljajo in se učijo. Drugače so pa kot tedni vseživljenjskega učenja, pa se pravi poudarek na tem vseživljenjskem učenju. Pomeni, da tisto, kar smo imeli v šoli, formalni del, da je tudi se da učiti izven tega, se pravi neformalno izobraževanje in to je tisto v bistvu, kar hočemo na tem tedni vseživljenjskega učenja poudariti, da je tudi ta neformalni del, ki te bogati in prek tega tudi se potem tudi ti sam sebe nekako rasteš. Na ljutomerski paradi učenja so se z nastopi na odru predstavili najmlajši iz vrtcev, osnovnošolci, učenci glasbene šole, dijaki ter članice in člani različnih društev. Vsebinsko bogata je bila ponudba na stojnicah ter udeležba na delavnicah. Pomudili smo se na stojnici najstarejših udeležencev. Danica Makoter, vodja sekcije za ohranjanje kulturne dediščine Društva upokojencev Ljutomer, takole ocenjuje dogodek. Lahko bi rekla, da naša sekcija deluje že 16. leto pri Društvu upokojencev Ljutomer. Tu smo se zbrali tiste, ki znamo nekaj narediti, ki imamo dušo in hočemo nekaj pokazati. Tako da delujemo že res, kot sem rekla, 16. leto. Pred enim letom smo imeli veliko razstavo v galeriji Ante Trstenjaka z naslovom Metulje, ker smo pokazali kvačkanje, šivanje, vezenje na platno, potem rožice iz različnih materialov, glavnem veliko vsega. Hočemo pa tudi to pokazati mladim, zato velikokrat gremo v vrtce, gremo veliko v Stročjo vas, v Ljutomer, kjer potem učencem pokažemo, kako se to dela. Učenci imajo zanimanje, vendar jim potem doma ne spodbujajo, da bi to nadaljevali. Stojnice so ponujale pravo pašo za oči. Na eni od njih, tisti od Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, pa je tudi omamno dišalo. Saj je bila za okusiti prava prleška kulinarična dobrota. Predstavila jo je Živa Leskovar, dijakinja GFML. Ukvarjamo se s peko prleške gibanice, zato nas je navdihnila naša mentorica Nina Žuman. V šoli imamo tudi izbirni predmet, ki je tudi del podjetništva in tam se v bistvu ukvarjamo z peko tudi prleške gibanice, da se jo naučimo speči in tudi promovirati v svet.
Na paradi učenja v Ljutomeru so se povezovali raznovrstni izvajalci izobraževanja in učenja ter udeleženci vseh generacij, od otrok v vrtcih in šolah preko dijakov, delovnega aktivnega prebivalstva vse do starejših v 3. življenjskem obdobju. Zelo lična in naravnega videza je bila stojnica vrtca Mala nedelja z razlogom, kar je pojasnila Liljana Peršak, vzgojiteljica. Letos smo se odločili, prvič smo na stojnici, danes predstavljamo našo gozdno igralnico, ker res živimo v neokrnjeni naravi pri Mali nedelji in smo za današnji dan za parado učenja pripravili sadilne bombice, kot bi temu rekli, iz storžov, ki so jih otroci pobrali v naši gozdni igralnici. Sklopfali smo v jesen naše sončnice in jih posadili v storže, zadelali z mahom in bomo jih za svetovni dan čebel, ki je bil včeraj vrgli v naravo, da jih posadimo nazaj, da imajo čebele kaj zadelati. To je en del naše stojnice. Drugi del naše stojnice pa smo ponosni najbolj na njega, seveda, ker je išla naša prva slikanica z vrtca Mala nedelja, Naš mali grolek. Se pravi, govori o enem grozdu, ki smo ga posvojili na sosednjih Brajdah in je prišel v vrtec Mala nedelja, se pokotalil v barvah in je dobil barvo in tako živi danes v zgodbici in v vrtcu Mala nedelja. S tovrstnimi prireditvami se razvija pozitiven odnos do vseh oblik, različnih vsebin in poti učenja. Tista najboljša je iz prve roke, kot meni Vera Mihalič iz društva Podeželskih žena Sveti Jurij ob Ščavnici. Danes v bistvu predstavljamo nekaj svojih izdelkov, kaj čez leto naredimo, ker se vsaki ponedeljek dobivamo v prostori stare občine, tam imamo svojo sobo in tam se dobivamo. Tam delamo ena kvačka, druga štrika, vezenje, različne tehnike. In seveda nam je to tudi včas, da lahko na mlajše zanamce prenašamo. Danes je bilo tukaj kar veliko zanimanja in škoda, da ni tega več. To bi moglo biti tudi po šolah. Mi smo, ko sem jaz hodila v osnovno šolo, smo imeli predmet ročno delo in smo se že takrat te prve osnove tam naučili. Tako da danes to manjka po šolah in bi to trebalo malo uživeti nazaj, bom rekla. Je bilo veliko zanimanja, najprej so prišle gimnazijke prvega letnika in so bile zelo zainteresirane, skoraj vse so se naredile te osnovne verige, nakvačkale kot zapestnice, potem pa so prihajali po razredi in iz vsakega razreda je bilo nekaj učenj, ki so želela delati. Tudi letos parada učenja, dan učečih se skupnosti, potrjuje svojo osrednjo vlogo v tednih vseživljenjskega učenja, zgoščeno dogajanje v večjih skupnostih v različnih krajih po Sloveniji, kjer se srečujejo ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem.